Zato smo pri vsaki sveti maši živo povezani tudi z našimi rajnimi brati in sestrami. Danes smo se zbrali v sveti maši, da bi še na posebej živ način molili za našega pokojnega župnika Janeza, ki je prestopil prah zemeljskega življenja in vstopil v večnost. Njegova nenadna smrt nas je zagotovo prizadela in nismo imeli niti trenutka, da bi se mu zahvalili za vse dobro, za vse tisto, kar je dobrega storil. Zato sedaj na začetku te svete maše obudimo spomin na vse lepe trenutke, ki smo jih preživeli z njim in se spomnimo tudi vseh lepih in dobrih stvari, ki jih je v svojem življenju storil. V duhu se mu zahvalimo za vse to, hkrati pa mu svojo molitvijo pokažimo tudi danes svojo bližino in prosimo Gospoda, naj ga usmiljeno sprejme k sebi. Hkrati pa naj ta sveta maša tudi v nas samih poživi našo vero, večno življenje v to, da je Jezus svojo smrtjo in vstajenjem premagal tudi našo smrt. Najprej pa priznajmo in obžalujmo
svoje grehe, da bomo vredno kajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, brate in sestre, priznam, da sem grešil, misli, besede in dejanj, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Trico Marijo, vse angelske rodine in tudi vas prosite zame, Boga in rešitve očitne. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Dobri Bog, priporočamo ti rajnega župnika Janeza, ki si ga poklical v svojo službo, da bi zbiral tvoje ljudstvo in oznanjal evangelij. Odzval se je tvojemu klicu in ti zvesto služil iz ljubezni do tebe in do nas, naj med tvojimi izvoljenimi v nebesi uživa večna radost. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Dragi Timotej, rotim te pri Bogu in Kristusu Jezusu, ki bo sodil žive in mrtve, pri njegovem prihodu in njegovem kraljestvu. Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih in neugodnih okoliščinah. Prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso potrpežljivostjo in poučevanjem. Ti pa bodi v vsem trezen, pretrpi nadloge, opravi poslanstvo evangelista in izpolni svojo službo. Jaz se namreč že darujem in prišel je čas mojega odhoda. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej je zame pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan dal Gospod, pravični sodnik. Pa ne le meni, marveč vsem, ki z ljubeznijo pričakujejo njegov prihod. To je Božja beseda.
čas je Jezus spregovoril in rekel: Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim in razodel malim. Da, Oče, kaj ti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina razen Očeta in nihče ne pozna Očeta razen Sina in tistega, komur hoče Sin razumeti. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vas bom poživil. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam. Kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Zbrali smo se v molitvi in daritvi svete maše za pokojnega župnika Janeza Petriča, ki je v nedeljo zjutraj nenadoma prestopil prag zemeljskega življenja in odšel v večnost. Njegovo zemeljsko življenje se je izteklo prav na nedeljo, na prvi dan v tednu, ko se vsak teden znova spominjamo Jezusove zmage nad smrtjo in poživljamo svojo vero v večno življenje. Pretekla nedelja pa je bila zaznamovana tudi z novomašnjima slavjema dveh naših letošnjih novomašnikov. Kot da bi nam Bog želel pokazati, kako je naše zemeljsko življenje neprestano na skrivnosten način prepleteno z začetkom in koncem, z rojstvom in smrtjo, z veseljem in žalostjo, saj bomo pravo izpolnitev svojega življenja dosegli šele po koncu tega našega zemeljskega romanja. V nedeljo zjutraj tako svoje zemeljsko romanje v 77. letu zaključil vaš župnik, ki je 35 let deloval med vami kot predan, skromen in zvest dušni pastir, ki je imel Boga vedno na prvem mestu. Ni mu bilo vseeno, ko je spoznaval, kako v današnjem svetu izginjata vera in občutek za sveto, da vedno bolj prevladujejo pogledi, ki nasprotujejo Jezusovemu zgledu in tudi naravnim zakonitostim. Vendar ga to ni omajalo v njegovem prizadevanju, da bi še naprej sejal semena vere, upanja in ljubezni. S tem je povsem konkretno izpolnjeval besede apostola Pavla, ki smo jih slišali v današnjem berilu. Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih in neugodnih okoliščinah, prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso potrpežljivostjo in poučevanje. V zadnjih letih je vašega župnika močno zaznamovala bolezen. Bog mu je naložil težek jarem, ki pa ga je vaš župnik pogumno vzel nase, čeprav se je zavedal tudi vseh omejitev, ki mu jih zadaja bolezen. Kljub temu je na življenje vedno gledal s pozitivne. Ni se predajal obupu in je vedno ohranil tudi svojevrsten občutek za humor, ki ga je pogosto povezoval z dogodki iz svoje mladosti, o katerih je tako rad pripovedoval. V svoji veliki skrbnosti je v prihodu v Rovte vsak dan sproti zapisal tudi nekaj stavkov o dogodkih, ki so se ta dan zgodili, in teh dogodkov se je v 35 letih nabralo za kar 4083 strani. Odhod župnika Janeza v večnost pa ne bo tudi spodbuda za molitev za nove duhovne poklice. Letos sta bila v Sloveniji posvečena le 2 novomašnika, v dobrem tednu pa so umrli kar 3 duhovniki. Zato pomnožimo svoje prošnje k Bogu,
naj nam nakloni dovolj duhovnikov in tudi z dejanji pokažimo, da se zavedamo njihovega velikega poslanstva, da naša župnišča ne bodo samevala, ampak da bo v njih svetila luč, ki bo predstavljena tudi navzočnost Boga med svojim ljudstvom. Dober boj sem dobojeval, tek dokončal, vero hranil. Te besede apostola Pavla lepo spregovorijo tudi o vašem župniku in njegovem odhodu v večnost. Naj ga Gospod usmiljeno sprejme k sebi v nebesa in mu podeli zaslužen večni mir in pokoj. Da bo Bog, v katerega je tako neomajno zaupal vse do konca, njegov družabnik tudi v nebesi, da ga bo smel gledati iz obličja v obličje. Dragi bratje in sestre, priporočimo pokojnega župnika Janeza Gospodu Jezusu Kristusu in prosimo, naj ga sprejme v svoje kraljestvo. Da bi njegovo duhovniško življenje obrodilo bogate sadove za celotno cerkev. Prosimo, da usliši nas. Da bi se njegovo delo za rast Božjega kraljestva z našo pomočjo nadaljevalo. Prosimo, da usliši nas. Odpusti mu grehe, ter dopolni in ozdravi, kar je bilo pomanjkljivo v njegovem življenju. Prosimo, da usliši nas. Naj bo njegovo duhovniško življenje spodbuda za rast duhovnih poklicev v našem narodu. Prosimo, da usliši nas. Prosimo tudi za njegove domače, sorodnike in naše župniško občestvo, da bi živeli v upanju, da se bomo z njim ponovno srečali v nebesih. Prosimo, da usliši nas. Prosimo za vse duhovnike, ki so delovali v naši župniji in so že odšli v večnost. Prosimo, da usliši nas. Gospod, bodi jim bogat plačnik. Prosimo, da usliši nas. Gospod, sprejmi vse ti naše prošnje, ki jih danes polagamo na oltar za pokojnega župnika Janeza in jih usliši, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.
sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospodaritev iz svojih rok, hvala in čast svojemu imenu, vlada pa pri nam vsej svojih cerkvi. Vsemogočni Bog, obhajamo svete skrivnosti in te prosimo za tvojega župnika Janeza. Tukaj nam je v sakramentu delil večne darove, naj v večnosti gleda tvoje sveto obličje po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod s vami, In s svojim duhom kvišku srca, imamo in pri Gospodu, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. V njem nam je zasijalo upanje blaženega vstajenja. Res nas žalosti usoda smrti, toda tolaži nas obljuba prihodnje nesmrtnosti. Tvojim vernim, Gospod, se življenje spremeni, ne pa uniči. Ko smrtjo razpade šotor našega bivanja na zemlji, nam je že pripravljeno večno bivališče v nebesi. Zato z angeli, nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Prav tako je po večerji vzel keli, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Smiljeni Bog, obkajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalu Ti darujemo tu živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki Ti je bilo darovano s kravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Pomni nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej s prevlaženo devico Božjo Materjo Marijo, svetim Jožefom, svetimi apostoli, slavnimi učenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi slavno. Prosimo, Gospod naš Bog, naj da spravno daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuje v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Arona, našega škofa, Stanislava, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri Oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred Teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene okrope. Spomni se našega brata Janeza, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstane v večno življenje, ko bo iz zemlje obudil telesa umrlih in bo naše borno telo naredil podobno svojemu poveličenemu telesu. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo tudi druge naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v Tvoji milosti ločili z tega sveta. Upam, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo. Tedaj boš otrl vsako solzo z naših oči, ker bomo Tebe, svojega Boga, gledali, kakršen si, Tebi bomo podobni na vse veke in Te bomo brez konca hvalili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerim deliš svetu vse dobrine. O Christus, Christusom in Christusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, popolni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, Ti sprejemaš naše rajne v srečo večnega življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi po polni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno s vami. In s tvojim duhom. Vsi sveti v nebesih se že veselijo tudi večnega miru v Božji družbi. Pri tej sveti maši smo prosili, da bi tudi župnik Janez smel čim prej prestopiti nebeška vrata in vstopiti v ta večni in trajni mir, ki ga na tem svetu zaman iščemo, hkrati pa po njem tako hrepenimo. Ta mir namreč prihaja le od Gospoda in tudi mi smo pri tej sveti maši smo se srečali z Gospodom, zato si smemo sedaj ta Kristusov mir tudi mi podeliti med seboj.
Usmiljeni Bog, prejeli smo zveličavni sakrament in te prosili za tvojega rajnega služabnika, župnika Janeza. Na zemlji si ga postavil za oskrbnika svojih skrivnosti, daj mu v nebesi gledati veličastvo tvoje slave po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Posedi še župana, druge predstavnike župnije, da se poslovijo od pokojnega župnika. Naš dragi gospod župnik Janez Petrič. Zadnja leta smo v vaših zdravstvenih preizkušnjah pogosto molili za vaše zdravje in prosili Boga, naj vas še pusti med nami. Pogumno ste se borili in kljub bolezni vztrajni ter zvesto služili ter hodili za Gospoda. Vse do vašega zadnjega zemeljskega dne, ko ste nam še zadnjič do podtankosti uredili nedeljsko bogoslužje. Niti o vašem jutranjem nedeljskem slovesu nismo ostali v prazni oltarni vizi in to bo zavedno ostalo v naših srcih. Zato danes z veliko hvaležnostjo stojimo v vašem zemeljskem slovesu, ob slovesu človeka, ki je močno zaznamoval naša življenja in našo župnijo. Gospod Janez Petrič, naš župnik in duhovni oče, je odšel k našemu stvarniku. Z nami, gospod župnik, ostajajo vaša vera, mirnost, predanost, zvestoba in neštete sledi, ki ste jih pustili med nami. Vse to še naprej živi v naših srcih. Dovolite, da v imenu župnije svetega Mihaela Rote in vseh njenih faranov izrazimo našo globoko in iskreno zahvalo. Hvala vam, gospod župnik Janez, da ste nas 35 let vodili s tihim, zbranim in zvestim korakom. Hvala vam za tisoče maš, ki ste jih darovali za nas, za naše pokojne in v Božjo slavo. Za vse spovedi, ki so nam vračali mir in upanje. Za vse obiske bolnih in starejših, za veru, priprava na sakramente in vse poroke in pogrebe. Hvala vam za vašo skromnost, zvestobo, preprostost in za vaše pogovore. Vaš zgled zvestobe in predanosti v služenju Bogu je bil za nas največja privilegija. V času vašega služenja ste v naši župniji pustili neizbrisen pečat. V celotni obnovi župnijske cerkve, njene notranjosti in zunanjosti, v prenovi župnišča in cerkvene okolice. Bili ste tudi ključna vez z občino Logatec, ko je šlo za podporo župniji in življenju naše vasi. Z vašo veliko pomočjo je svoj prostor v Rovtah dobil novi vrtec. V vašem vodstvom so v župniji delovale in živele številne skupine, ki še danes pričujejo, ministranti, cerkveni pevski zbori, molitvena skupina, Karitas Rote, veroučna skupnost, kjer ste skrbno in zvesto poučevali ter se trudili oblikovati prihodnje rodove. Priprave na sakramente, bralne skupine, skupine čistilk, krasilk, ključarji, gospodarski svet in vsi ostali župnijski sodelavci. Ogromna dela za enega samega človeka. Spoštovani gospod župnik
župnik Janez. Ne bomo vas pozabili. Vaše življenje in delo v Rovtah ostajata zapisana v naših srcih. In vaša vera, to verjamemo, bo ostala in gorela v naši cerkvi. Zahvaljujemo se vam in vas izročamo v roke našega usmiljenega Boga, ki ste mu predano služili vse življenje. Naj nam zdaj Gospod reče, pridi zvesti služabnik, vstopi v veselje svojega Gospoda. Naj vam sveti večna luč in naj vam dobri Bog nakloni zaslužen mir in počitek. Spoštovani duhovnik Janez Petrič, v imenu župnijskega občestva Vrh Sveti Trije Kralji se vam iz srca zahvaljujem, da ste kljub boleznim, ki so vas pestile pred slabimi 10 leti, prevzeli v upravljanje tudi našo župnijo. Skupaj z našim duhovnim pomočnikom, gospodom Janezom Celarjem, sta nam nudila vzorno duhovno oskrbo. Sad vajnega služenja je naše živo župnijsko občestvo z različnimi dejavnostmi. Neizbrisno so se v naša srca zapisale sobotne svete maše s posebno molitvijo po svetem Okrajilu, pogovori po mašah o kuhinji našega župnišča, vse kateheze, ki ste jih namenili našim otrokom. Zapomnili pa se vas bomo tudi po hitri vožnji po naših ozkih in zavitih cestah. Kadar smo prišli v pisarno župnišče v Rovte, ste nas prijeli z odprtimi rokami. Skrbno ste vodili vse knjige, evidence in finančno poslovanje. Najpomembnejše pa je bilo zgrajeno in nikdar prelomljeno medsebojno zaupanje med aktivnimi člani župnije in vami na gospodarskem, duhovnem in drugih področjih. S tem je župnija izkoristila svoje potenciale in smo skupaj izpeljali velike projekte, kot so nove orgle v Farni cerkvi in povsem obnovljeni oltarji na podružnici v Hlevnem Vrhu. Trdno sem prepričan, da je ob vedno manjšem številu duhovnikov to primer dobre prakse za celotno škofijo. Ob nepričakovanem in hitrem slovesu vam obljubljamo, da bomo še naprej poskušali ohraniti našo skupnost, se vas blagohotno spominjali v molitvah in upali, da se bomo nekoč srečali v nebesih. Gospod Janez, hvala za vse. Počivajte v Božjem. Spoštovani vsi prisotni, vsako slovo je težko, žalostno. Pa vendar mi verniki, ki verujemo, bi morali biti danes veseli. Kajti gospod Janez je dosegel največ, kar lahko dosežemo na zemlji, ko je zveličen. Pred 35 leti je prišel Gospod, kot Božji služabnik, z blagoslovom in svojo duhovnostjo obdelovati polje, Sovnjak in Ograd v Rovte. S podelitvijo zakramentom, predvsem zakramentom Svetega Krsta, je cepil, da se tiho, drevo, trto, tisto, ki daje in sam. V Rovtah je to dobro vodilo. Imate obnovljeno župnišče, cerkev, bogato duhovno življenje, tudi razvoj kraja se lepo razvija. Vse to je pod okriljem Božjega blagoslova in pridnosti ljudi.
Kot župan sem zelo vesel in sem se veliko krat pogovarjal s gospodom Janezom, kajti tako kot on, imam tudi sam težave in ko se pogovarjamo z ljudmi, ki imajo tudi vsak svoj križ, bi veliko krat dejal Gorensko, veš, Berto, morda bi bilo boljše, da bi kdaj to kam ne. Ampak imam za seboj gospodarja, ki mi daje moč, pa pridne ljudi. Zato je tudi uspel. Želim se mu kot župan zahvaliti po svojem imenu in imenu občine Logatec za vse njegove dobre stvari, za duhovno poskrbo in tudi tolažbo v težkih trenutkih. Ko sem pred 2 meseci prišel plačati neki maš, ko se pogovarjal, pravi, veš, sem zelo bolan, ne vem, koliko časa mi bo še Gospod namenil, pa vem, da bom vztrajal do konca. Slovenski narod je pred veliko preizkušnjo. Kot smo danes slišali, pa tudi smo občutili, letos smo imeli v Sloveniji samo 2 novomašnika. Duhovniki starijo. Zato bomo mogli mi mladike stopiti skupaj, strniti to občestvo, da bomo močni in se vedeti, da bomo to našo vero ohranili. Vsak malo višji veliček okrog nas ima cerkev, ki je posvečena nekemu svetniku in ima svoj pomen. Verjamem, da bo dekanija, naša vrhniška dekanija, pa tudi naša nadškofija poskrbela, da bo kljub pomanjkanju duhovnikov, ko bo treba deliti zakramente, to poslali sam. Pa vendar, na nas, laikih, je tisto, da skrbimo za to občestvo. Še enkrat vsem, spoštovane paranke in parani, hvala lepo vam za trud in moč našemu gospodu Janezu. Jaz mu tudi želim, da mu bi bila lahka slovenska zemlja, tam pod Krvavcem, tako da je doma, in da bi osvetila večjo moč. Mi pa bomo ohranili v trajnem spominu. Hvala lepo. Vse te izrečene misli, tudi tiste, ki niso bile izrečene, vse tiste misli o pokojnem župniku Janezu, ki jih nosimo v svojih srcih. Blagoslovil sem močni Bog, da bi tudi nam pomagal, da bi tudi prav vsak od nas smel nekoč veseliti večnega veselja v nebesi. Da pripravimo svoje srce na blagoslovje. Gospod s vami, blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Bogu hvala.